703 kandidati za 212 županskih stolčkov in 23 tisoč kandidatov za le 3400 prostih mest v občinskih svetih. Ja, konkurenca na včerajšnjih lokalnih volitvah je bila huda. Izbira je bila torej pestra, a kljub temu se je volitev udeležilo rekordno malo volivcev. Po neuradnih podatkih je včeraj prišlo na volitve samo 45%, to je nekaj več kot 773 tisoč volilnih upravičencev. Več o včerajšnjih volitvah pa si poglejmo v naslednjem prispevku. Takole so včeraj prvič volili v najmlajši slovenski občini v Ankaranu. Volivci so namreč včeraj po vsej Sloveniji odločali o tem, kdo bo občine vodil naslednja 4 leta. Meni je najljubši tisti kandidat, ki pred volitvami ne obljublja nič, pomembna so pa njihova dejanja po volitvah. Ob 7 uri so se volišča zaprla in začelo se je preštevanje glasov. Dobili pa smo tudi že prve rezultate tako imenovanih vzporednih volitev. To so podatki, ki jih zberajo posebni anketarji. Ti so razporejeni po vnaprej določenih voliščih in vsi volivci tudi njim zaupajo, koga so volili. Ob 19. uri so rezultate sporočili v večernem televizijskem dnevniku. Da so gledalci takoj lahko dobili vse pomembne informacije, se je včeraj trudilo več kot 100 ustvarjalcev, novinarjev in snemalnih ekip, a kljub temu se ni šlo gladko. In mi se že vračamo v mesto ob Dravi. Matej Korošec, pravzaprav z nami ni Matej Korošec. V Novem mestu smo, se opravičujem. In torej, kaj pravijo o Novem mestu? Tudi tam bodo župana izvolili šele čez 14 dni. Toda dobro so se znašli in veliko pomoč jim je bila tudi razvejana mreža dopisnikov po vsej Sloveniji. Rezultati volitev še niso uradni, a kot kaže, so novega župana že dobili v več kot 2/3 občin. Preostalih bo potreben drugi krog. Zakaj? V tistih občinah, kjer nihče izmed županskih kandidatov ni dobil več kot 50% glasov, se bosta prvo in drugo uvrščeni pomerila še enkrat. Temu rečemo drugi krog volitev. Volivci bodo tako čez 14 dni v 53 občinah še enkrat odšli na volišča in oddali svoj glas.